Lep pozdrav vsem skupaj, evo Mihael sem z vami. Zadnje čase sem se začel malo več družiti z ljudmi, to se pravi, ti ukrepi so šli malo mimo, malo sem začel bolj nazaj prihajati v stik z ljudmi, poslušati njihove zgodbe in sem opazil eno stvar, da je veliko ljudi energijsko padlo. To se pravi, veliko ljudi je energijsko živčnih, eni so jezni, eni ne vejo, kak je iz tega nekega krča, ki se je ustvaril v zadnjih tednih v njih, priditi ven, ne? Zdi se na prvi pogled, da so se energije v okolici začele umirjati, da se država, življenje ljudi vrača nazaj v nek normalni ritem. Zdaj so prišle pa notranje potlačene stvari ljudi ven. In opazil sem, da veliko ljudi ne ve, kako se naj spravi nazaj v svojo naravno energijo, v tisto energijo upanja, veselja nazaj, ne? Naprimer, mnogi podjetniki, tudi vi, če ste podjetnik, pa gledate ta video, veste, da so situacije mnogo sprememb naredile v podjetništvu. Ena podjetja so se kar zaprla, eni podjetniki so mogli na novo svoje poslovanje organizirati, pa več tednov so bili ljudje zaprti z svojimi družinami, partnerji in so mnoge neizrečene, potlačene stvari iz odnosov prišle ven, ne? In to je vse pustilo posledice na ljudeh. Tako da danes imam za vas en super video, kjer vam bi rad dal par dobrih nasvetov, kako prideti nazaj v tisto pravo življenjsko energijo. A veste, tisto, ko se zbudite polni energije, ko veste, kaj je namen življenja, ko veste, da ste vi tisti, ki lahko upravljate svoje misli, svoje čustva in v življenju delate tisto, kar si želite, ne? Tako da nekaj nasvetov, da pridete nazaj v svojo moč. Evo, pa kar gremo. Prvi nasvet je, nujno začnite izražati tisto, kar znotraj sebe čutite. Glejte, dogodki zadnjih tednov so v ljudeh zbudili mnogo občutkov. Eni ljudje so jezni, eni ljudje so prestrašeni, eni ljudje so živčni in če se zdaj to znotraj vas kuha, morate dati to ven, morate to ubesediti, morate to udejanjiti, skratka ven iz vaših občutkov, iz vašega trebuha, iz vašega prsnega koša. Dajte to ven in se izraste na čustven način. Ni zdaj čas, da ste prijazni, ni zdaj čas, da ste politično korektni, ni zdaj čas, da ugajate drugim ljudem. Če se nekaj znotraj vas dogaja, dajte to ven. Mnogi ljudje, ki ne dajo ven stvari, ki jih znotraj sebe čutijo, in to se pravi stvari, ki vrejo znotraj njih, se potem to začne odražati na njihovem stresu, na njihovih odločitvah v življenju, na njihovem fizičnem počutju. Okay, to je prva točka. Res, zdaj maj, juni, julij, avgust, namenite temu, da vse občutke izražate sprot. Glejte, eni ljudje bodo mogoče malo jezni na vas, ampak tisti ljudje, ki vas imajo res radi, ki vas res spoštujejo, vam bodo dovolili, da boste izrazili svoje občutke, ne glede na to, kakšni bojo. Ne? Vi se pa samo odločite, da jih izraste na nek nedestruktiven način, ampak tudi morate istočasno se odločiti, da jih boste začeli razreševati. To se pravi, prevzamite svoje občutke v svoje roke in odgovornost za njihovo razreševanje. Nič več tlačite občutkov, ampak jih pokažite. To se pravi, to je bil prvi nasvet. Drugi nasvet je, vedite, da vam življenje nikoli ne prinese lekcije, ki vi ne bi mogli shendlati, po domače povedano. Glejte, ta situacija v zadnjih mesecih je veliko sprememb v življenju mnogih ljudi naredila. Tudi se pogovarjam z ljudmi na mailih, na Messengerju in tako naprej. Eni ljudje so službe izgubili, eni ljudje ne vejo, kaj bo z njihovimi podjetji, eni so stanovanja začeli izgubljati, ne? Eni ljudje so se začeli ločevati. Jaz vem, da so to težke življenjske spremembe, jaz vem, da to ni prijetno, ampak morate vedno vedeti, da boste lažje se soočili s takimi lekcijami, da res vesolje vam res nikoli ne da lekcije, ki vi ne bi mogli shendlati. Vesolje vam nikoli ne naloži nekega bremena ali pa neke preizkušnje, ki vi ne bi mogli iti čez njo. Tako da s čimerkoli se že trenutno obadate, imejte to misel tam nekje zadnjih v svojem umu in vam bo pomagala pozitivnejše občutke ustvariti ob soočanju z vašimi stvarmi. Prav, ker vem, da včasih, ko pride neka taka res izzivajoča lekcija, da eni ljudje res padajo, pa ne vidijo izhoda, pa ne vidijo drugih rešitev, pa kar ostanejo ujeti v njej, pa ne verjamejo, da lahko grejo čez njo. Ja, lahko greste, karkoli se vam dogaja trenutno, karkoli, ali na finančnem, ali čustvenem, ali zdravstvenem, ali socialnem področju, vi to lahko naredite, vi to lahko zmorete, vi to lahko greste čez. Samo imejte to v ozadju, prav.
Tako da ne boste dovolili neki lekciji v vašem življenju, da vas potre, da vas podere na tla. Morate zelo realno pogledati to. Glejte, že stotine in stotine lekcij ste imeli v življenju, pa ljudem se marsikaj zgodi, pa vedno ste šli lahko čez stvari. Ne? Tudi pogledajte svoje preteklo za nazaj, pa boste videli, da se vam je že veliko stvari zgodilo, ko so bile harš na začetku, pa so mogoče na začetku izgledale zelo težko, pa so se potem uredile. In tega ne pozabite. Prav, ker časih, ko se ljudje znajdemo v nekem izzivu, vidimo samo izziv, vidimo samo steno, pred katero stojimo. Pozabimo pa, da če se odmaknemo malo stran od stene, da vidimo celotno sliko in da kar naenkrat vidimo, da lahko gremo okoli stene ali pa vidimo kladivo, s katerim lahko steno podremo. Okay? To je moj drugi nasvet za vas. Tako da imejte to v glavi, ne tega pozabiti. Okay? Tretja točka je meditirajte. Res vam svetujem, da meditirajte, ampak ne zaradi tega, ker jaz učim meditacijo, pa vam zdaj hočem reči, da meditirajte samo zaradi tega, ker hočem biti pameten. Sploh ne. Meditirajte zaradi tega, ker je pomembno, da začnete vi svojo notranjo energijo nazaj upravljati. Veliko ljudi je bilo zdaj v zadnjem obdobju priključenih na zunanje energije. To so pravi neki mediji, neke informacije iz medijev, od drugih ljudi so upravljali njihovo energijo, njihove misli, njihova čustva in tako naprej. Zdaj pa čas, da se vrnemo ljudje nazaj v svoje energije. To se pravi, da se malo odklopimo od zunanjega sveta in da svojo energijo primemo, to se pravi tisto življenjsko energijo, svoje odločitve, svoje misli, svoje občutke, da jih primemo in te občutke, te notranje energije, ki jih potem ljudje izražamo navzven, najlažje prepoznamo v meditaciji. Z meditacijo najlažje upravljamo svoj notranji svet. Res, vrnite se nazaj v ta svoj center, centralizirajte svojo energijo, zaprite oči, naredite nekaj globokih vdihov, začutite svoj bit, svoj srčni utrip, začutite energijo, ki teče znotraj vas. Vprašajte se, kaj se vam dogaja v glavi, kaj se vam dogaja v srcu, pa boste kar naenkrat videli, da imate veliko več moči, kot pa mogoče zgleda na prvi pogled. Ker nekdo, naprimer, kad cel dan gleda televizijo, pa cel dan spremlja neka poročila, pa napovedi raznih strokovnjakov in tako naprej, ima mogoče včasih iluzorno občutek, da nima moči v življenju. Zaradi tega, ker gleda informacije in se opira na informacije, ki so zunanjega izvora. In če vi gledate informacije in se opirate na informacije, ki so zunanjega izvora, res nimate moči zaradi tega, ker jih ne upravljate vi. Če hočete vi upravljati svoje življenje, morate se opreti na informacije, ki jih vi ustvarjate. In te informacije se nahajajo znotraj vas. Zato meditacija. Jaz res vsak dan meditiram, pa zjutraj meditiram, pa zvečer meditiram, zjutraj si sestavim energijo za čez dan, zvečer naredim mogoče kakšno razreševanje energije, ki sem jih čez dan nabral, ali pa kakšna iniciacija, ki jih želim poslati v vesolje. Skratka, samo ostanite v tem meditativnem stiku samim seboj. Tukaj se nahaja ful velik del vaše resnične moči. Okay? Zato to je moj tretji nasvet. Moj četrti nasvet je, povežite se z energijo sonca in z energijo pomladi. Glejte, toliko ljudi je bilo zdaj povezanih z nekimi težkimi energijami, z energijami strahu, z energijami pesimizma, z energijami nekega krča, kreativnega krča. Ne? Narava okoli nas se pa prebuja 300 na uro. Včeraj sem travo kosil, cel dan je dišal okoli hiše po sveže pokošeni travi. Prav vedno, ko sem šel ven pred bajto, je prav aromaterapija direktno v glavo mi butnala. Pa zelo vse cveti, pa kmetje kosijo travnike, pa vse kar vidite, da regratove lučke po zraku letajo, pa ptice so povsod, pa drevesa so živo zelena. Res konektite se na to energijo, uporabite zelo naravo, da vas potegne s sabo. Dihajte ta nočni zrak, ki je tak svež, dišeti zadnje čase, pa jutra, sonce, že ob 7 zjutraj sije je toplo. Uporabite te naravne energije. Ugasnite mogoče kakšne medije, ugasnite kakšne socialne zadeve, pogovore z ljudmi, dajte se konektati na naravo. Ne? Jaz to res vsak dan počnem in moram vam povedati, koliko sem hvaležen zelo Lady Gaga, da je te energije sprožila. Tako da uporabite te naravne vire energije. Pomembno je, da svoje celice preslikate s to svetlobo. A veste, če ste vi dolg časa v nekem živčnem krču, dolg časa ste zaprti nekje, tako kot sem zdaj bil, naprimer 2 meseca zaprti, ne, začnejo celice ustvarjati spomin živčnosti, začnejo celice ustvarjati spomin krča. In če se boste zdaj vi fokusirali na gozdove, na travnike, reke, nebo, zrak, svež zrak,
Sonce boste začeli na biološko-kemični ravni preslikavati celice z naravno svetlobo in vaše biološko stanje v telesu se bo začelo dvigovati in vaše telo bo bolj lahko postalo in vaše misli in čustva bodo temu sledila. Tudi uporabite ta vir energije. In pa še en nasvet. Videl sem, da je veliko ljudi v tem obdobju izgubilo povezavo ali pa malo ugasnilo povezavo s svojo duhovno močjo, s svojim duhovnim aspektom. Vrnite se nazaj k svojemu duhovnemu aspektu, vrnite se k svoji duši, k svojemu višjemu jazu, vprašajte svojo dušo, kaj pa ona misli, kaj se z vami dogaja. Vprašajte svoje vodnike, svoje vesolje, svoje angele, naj vam dajo vodstvo za naslednji korak, naj vam pomagajo razumeti širšo sliko dogajanj. Zaradi tega, ker včasih ljudi na zemlji ne moramo vedno razumeti širše slike, zakaj se nekaj dogaja. Če pa mi spremenimo perspektivo iz zemeljske v duhovno perspektivo, pa se zelo dvignemo daleč nad svoje življenje in pogledamo res čez oči nekih duhovnih biti, ki vibrirajo na ful višji frekvenciji, dimenziji, pa lahko lažje razumemo, zakaj to, zakaj ono, zakaj ti dogodki, kaj je namen tega, ne? Opazil sem, da ljudje se vedno pomirimo v življenju takrat, ko razumemo, zakaj se nekaj zgodi. Ampak to pa ne moramo razumeti iz iste perspektive, kot tista, v kateri doživljamo situacijo. Zato se moramo biti vedno sposobni naučiti premakniti iz perspektive, to se pravi v tem primeru iz zemeljske perspektive v neko višjo duhovno perspektivo. Zato vam z veseljem tudi sporočam, da duhovni atelier Potovanje duše nazaj odpira vrata, res. Nazaj so tečaji v živo, meditacije v živo, tako da vsi tiste, ki rabite najino podporo s Kristi, pridite, vabljeni ste, midva pa smo tukaj za vas, midva bomo držali energijo, bomo zagotavljali nove informacije, vas bomo dvignili energijsko. Tukaj smo z novimi tečaji, Kristi začenja zelo s poletno šolo manifestacije, jaz imam leva delavnico za samozavest, oba začenjamo s coaching skupinami, Kristi začenja z novo ekskluziv stopnjo, jaz začenjam z VIP coaching skupino, tako da res, tukaj smo za vas, ne bomo dovolili, da padete, pridružite se nam, vabimo vas na skupno pot in dajmo narediti skupaj eno lepo poletje. Prav, tako da pejte na najno spletno stran www.potovanjeduse.si, izberite si tisto, kar vas pokliče in se vidimo. Čau!